Kot smo zdaj že navajeni ob četrtkih v postnem času, premišljujemo o evangeljskih odlomkih prihodnje nedelje. Današnji evangeljski odlomek o Bogatinu in Lazarju je na nek način morda ravno eno nasprotje, se pravi na nasprotnem bregu tega, kar bomo slišali v nedeljo. V nedeljo bomo brali odlomek iz 9. poglavja v Lukovem evangeliju, iz 13. poglavja v Lukovem evangeliju. Sestavljen je iz dveh delov. V prvem delu ljudje, ki hodijo za Jezusom, postavijo Jezusu vprašanje. Namreč Pilat v enem trenutku pobije nekaj Galilejcev, ki se vendar v očeh teh ljudi, ki Jezusu postavljajo vprašanje, zdijo nedolžni. In ljudi zanima, kje je tukaj logika, zakaj je Bog dopustil smrt teh nedolžnih, ali v resnici, ali morda niso bili nedolžni. To je njihovo vprašanje. In Jezus odgovarja, pravi, če mislite, da so bili vsi ti ljudje, vsi ti Galilejci, ki so pretrpeli nedolžno smrt, večji grešniki, kot vi vsi ostali, pravi, jaz vam povem, zagotovo, da ne. Tudi primer, pravi, se spomnite še tam, ko so postavljali stolp v Siloji, pa se je podrl, pa so tudi ljudje pomrli, pa se tudi zdi, da je bila smrt nespametna, da je bila smrt nedolžnih, nesmiselna. Ali mislite, da so bili večji dolžniki, da so bili večji grešniki, kot vsi ostali prebivalci Jeruzalema? Jezus pravi, obakrat to ni to. Nobeden od njih ni bil večji grešnik, kot ste vi. Ampak, če se ne spreobrnete, boste pokončani tako kot oni. Če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani. In potem Jezus nadaljuje še z priliko o smokvi, ki se zagotovo spomnite, o smokvi, ki ne daje svojega rodu. In pride gospodar svojega sadu, in pride gospodar in želi posekati, in vinogradnik, ki je tam oskrbnik, pravi, počakaj še eno leto, jaz jo bom okopal, jo bom pognojil, bom naredil vse, kar se da narediti, mogoče pa še vseeno obrodi. Če pa naslednje leto ne bo obrodila, potem pa le pridi pa jo posekaj. Človek si morda, ne vem, če ste se vi kdaj že zastavili to vprašanje, kako je, ko smo v božičnem času premišljevali, poslušali o tem, kako je Bog čakal, da pride polnost časov, da pošlje svojega sina. Cela stara zaveza je na nek način na pričakovanje, Bog pošilja svoje preroke, da ljudi opogumljajo, da jim dajo, torej, da jih vabijo naj ustrajajo v zaupanju, da pride Božje odrešenje, pride ta trenutek, ko bo Bog izpolnil svojo obljubo. In potem se zgodi ta polnost časov, časi se dopolnijo in v resnici Bog pošlje svojega sina. Pričakovanje, čakanje se konča. Kaj pa zdaj? Ni nobenega preroka več. In vendar, kaj zdaj, zakaj se čas še vedno nadaljuje? A ni zdaj pač tukaj vse skupaj dokončano, zgodovina odrešenja je prišla do svojega viška? Zakaj pravzaprav gre čas še naprej? In tudi, če se spomnite, Janez Krstnik v enem trenutku pošlje svoje učence, ker ni čist prepričan. A je Jezus v resnici tisti obljubljeni Mesija in pošlje svoje učence vprašati, a si ti tisti, ki naj ga čakamo, ali bo prišel še kdo drug? In Jezus mu odgovarja, pravi, poglejte malo, kaj se dogaja, malo poglejte okrog sebe, kako prepoznamo zdaj, kako narediti en smisel iz vsega tega. Polnost časov, časi so se dopolnili in vendar čas teče naprej. Kakšno je sporočilo vsega tega? Kakšen je namen vsega tega? Jezus v tem evangeljskem odlomku o tej smokvi, ki ne da svojega sadu, na nek način pokaže dialog, ki poteka pravzaprav, če hočete,
v Bogu in pravzaprav v tej zgodovini odrešenja. Na eni strani imamo pravičnost in na drugi strani imamo usmiljenje. Na eni strani imamo pravičnost gospodarja, ki reče, tole smoko sem pustil dolgo časa, zdaj bi bil že čas, če ne da sadu, pravično je, da jo posekam, ker mi pač trati zemljo, se hrani, pa ne da nobenega sadu. In na drugi strani usmiljenje, vinogradniki pravi, čakaj, daj še eno leto, morda pa bo, morda pa v tem letu pa obrodi svoj sad. Kaj je tisti čas ali pa tisti sad, ki naj bi ga vsak človek od nas dal? Bog, pravi že psalmist, Bog ne želi smrti grešnika. Bog ne želi, da bi se katerikoli človek pogubil in zato na nek način daje vsakemu od nas priložnost, daje vsakemu od nas čas, da damo svoj sad, da se spreobrne. To je to, kar Bog želi. Ne smrt grešnika, ampak da se grešnik spreobrne in v resnici v polnosti zaživi. Če vzamemo Jezusovo življenje, 3 leta Jezusovega javnega učenja, to je ta del, ki zadeva pravičnost. Bog je prišel, se je razodel in Jezus kot Božji sin nam razodane vso resnico, ki jo moramo vedeti. Ves čas, ki pride pa zatem, ki temu sledi, pa je, če hočete, čas usmiljenja. Bog zdaj čaka in želi od vsakega od nas, da na nek način spozna to Božjo ljubezen, da spozna, da na nek način se pusti, se odpre temu sporočilu, iz njega zaživi in iz svojega življenja da potem en bogat sad. Tako bi lahko rekli, da na nek način to je ves smisel časa po Jezusovem življenju, smrti in vstajenju. Smisel časa to je čas Božjega usmiljenja.